Pozdravljeni! V teh kratkih jezikovnih popotovanjih vas bom skušala opozoriti, na kaj biti pozoren kot javna govorka ali javni govorec, pa na kateremkoli odru življenja že ste. Danes pa o Tone Pavček pravi, da je sreča v srečanju. In ko se srečujemo drug z drugim, pogosto tudi drug drugega vikamo. Seveda pa vsako vikanje ni pravo vikanje. Če se vrnemo v času nazaj. Vikati so začeli na francoskem dvoru, seveda iz spoštovanja in vljudnosti. Potem se je to preko trgovanja preneslo v druge sfere življenja, tudi v poslovni svet. Danes vikamo ne samo v poslovnem svetu, tudi sicer, ampak pogosto vikamo takole. O, gospa, ste prišla. Gospod, ste pa bled. Sosed, že dolgo se niste oglasil. Kar ste slišali in prebrali, je bilo polvikanje ali polovično vikanje. Gre za neknjižni pojav, kjer omahujemo med rabo ednine in množine. Kako pa nepolovično vikamo? O, gospa, ste prišli. Gospod, ste pa bledi. Sosed, že dolgo se niste oglasili. Če ravno polvikanje ali polovično vikanje je sprejemljivo v določenih neformalnih situacijah, pa je po slovenskem pravopisu napačno. In ker je javno nastopanje vsaj posredno tudi zgled lepe slovenščine, torej polvikanje ni najboljša izbira. Zato, če ste veseli gospe, ki je prišla, ji lahko lepo poveste: o, gospa, lepo, da ste prišli. In če bi bledemu gospodu radi ponudili stol, mu lahko lepo rečete: gospod, bi radi sedli. In ne pozabite včasih sosedu povedati: veseli smo, da ste veseli. In do naslednjič, ostanite celi.